Žiga Magyar, dober dan na severozahod Nemčije v mesto Bremen. Dober dan v Slovenijo. Kako vam rečejo Nemci? Kako naglasijo ime, kako priimek? Čudno. Dziga, ciga, zato ker je zelo tudi podobno naglašeno kot ena od živali, ki je cige, ki je, mislim, da koza. Koza? Tako da ja, to povežejo najprej, potem se pa pol kar hitro sporazumemo, da pač je ta črka Ž, ki jo Nemci nimajo, pol tudi nekaj, kar se novega naučijo, no. Že 7 let je vaše stalno prebivališče, torej Bremen, mesto ob reki Vesa. Kako ste se znašli tam in kaj pravzaprav počnete? V Nemčijo sem prvič prišel leta 2013 po povabilu prijatelja, s katerim še danes vodiva organizacijo. Ja, takrat nisem čisto natančno vedel, kam grem, bila je bolj priložnost za druženje in pomoč pri projektu. Me je pa takrat ta prva izkušnja tako navdušila, da sem se vedno znova rad vračal na projekte in long story short sem potem leta 2018 januarja dokončno prišel in se preselil v Bremen. No. Kaj počnete? Jaz predvsem soustvarjam mladinske projekte, no, pomagam pri razpisih, tudi mentoriram prostovoljce, sprejemam tudi skupine v naši hiši ter usmerjam kuhinjske in podporne ekipe za mladinske izmenjave in treninge. Se sliši zelo narejeno ali pa napisano, ampak recimo kot primer ali pa primeri. Delamo veliko na timskem delu, delamo veliko na medkulturnem razumevanju in delamo delavnice, no, zelo na različne teme. Veliko iger vlog, učimo se skozi teater tudi, recimo eden od projektov je, kjer izdelamo lutke, se naučimo, kako te lutke spraviti v življenje in potem predstaviti skozi igro, recimo ljudem z različnimi invalidnostmi. En od projektov je tudi Make Music Not War, kjer mladi iz različnih držav, ki so sicer v konfliktu, države, ne ljudje, da ne bo pomote, pridejo skupaj za 14 dni oziroma 12 dni in ustvarjajo glasbo za mir in potem tudi kot rezultat predstavijo to glasbo širšemu delu Evrope in sveta. No. Primer Ukrajina, Rusija, Palestina, Izrael. Grčija, Cipr, tudi iz Balkana, recimo, Poljska, Nemčija, Nemčija, Turčija. Ni vedno lahko združiti te države, ker so včasih te države v tako svežem konfliktu, da ni lahko jih tudi pripeljati sem, no, za teh 12-14 dni. Ko vodite kuhinjske podporne ekipe v vaši hiši in kuhate v sklopu službe, a pripravljate tudi kaj slovenskega? Kaj je slovensko? Ja. Je to pol vprašanje. Kdaj pa kdaj, ja. Ne vem, če glih slovenskega. Občasno pa pripravim kakšno domačo jed, no, recimo najpogosteje kakšno enolončnico ali pa kakšno preprosto klasiko, recimo, ne vem, kot je goveja ali pa gobova juha. Veliko jedi je medkulturno nekako prepletenih, tako da Jelena jota, nekaj, kar bi tudi Nemci z veseljem pojedli, ne? Tako, tukaj tudi veliko zelja se poje v zimskem času, ja, tako, res je. Žiga Magyar, so to spretnosti in znanja, za katere ste se izobraževali, a živite in delate, kar ste študirali? V klasičnem smislu niti slučajno. Jaz sem končal srednjo tehnično šolo v Ljubljani in potem management v Kranju in bil pleten predvsem v marketingu, no. Večino tega, kar počnem zdaj, sem se predvsem naučil skozi izkušnje, no. Skozi projekte, skozi delo z ljudmi in prakso v tem svetu. No. Ko govorite o mladih, kako mladi so ljudje, s katerimi delate? Večinoma med 18 in 30 let so stari. Imamo pa tudi par projektov na leto, ko so mladi med 13 in 17. Na kaj ste pri svojem delu najbolj ponosni? Kaj so denimo rezultati, ki jih vidite? Ne vem, prvi dan imate delavnico o medkulturnem razumevanju, kaj vidite 7. ali pa 14. dan pri mladih? Kaj me najbolj osrečuje oziroma kaj me najbolj spomne na to, kaj je dragoceno oziroma zakaj sem tukaj? Ta občutek, da nekako moje delo tudi pušča neke sledi, no. Ko nekoga spremljam skozi ta proces učenja, vidim njegovo ali pa njeno rast,
ali pa ko skupina odide iz naše hiše, ne vem, nekako bolj povezana, bolj nasmejana, bolj polna novih idej. To me najbolj osrečuje, oziroma se mi zdi, da je to najbolj dragoceno. Kot že ime organizacije pove, Naturkultur. Povedali ste mi, Žiga, kaj počnete. Med drugim spodbujate tudi zdrav življenjski slog v organizaciji. A ga tudi sami živite? Bremen, zeleno mesto, verjetno veliko priložnosti tudi za to. Se trudim. Res je, zelo je zeleno. Skoraj pravlično mesto, Po pripovedih bratov Grimm v bremenskih muzikantih je tudi nekaj za pogledati. Ni preveliko, meni zelo ustreza. Zelo je dostopno, predvsem s kolesom. Je zelo hitro se da priti do kakšnega parka, kakšne reke ali pa kakšnega jezera. Tako da zelo uživam v dolgih sprehodih, trenutno z psom, ki sva ga s partnerko pred kratkim posvojila, ampak na kratko. Zelo rad imam mir in naravo. Tako. Žiga Magyar, vaša mama Alenka nam je posredovala kontakt. Kako je živeti stran od slovenske družine, prijateljev? Kakšno skupnost imate okoli sebe? Ja, to je taka najbolj mehka, blizu srca topik. Ne vem, se mi zdi, da to je ena tako največja dvojnost življenja v tujini. Po eni strani sem tukaj doma, po drugi pa so moje korenine še vedno v Sloveniji. Skozi ta čas oziroma skozi ta leta se naučiš, da razdalja ne nujno pomeni manj povezanosti, pomeni pa več zavestnega truda ohranjati neke kontakte. Zaradi te razdalje, fizične, se mi zdi, da tudi se toliko bolj razveselim vsakega obiska, telefonskega klica ali pa sporočila, ki ga izmenjamo z družino in prijatelji. Kdo je vaša glavna podporna mreža? A ste si ustvarili skupnost prijateljev, pa skrbite drug za drugega? Ne vem, zbolite. A vam kdo ponudi, ti grem v lekarno, ti prinesem juhico? Aha. Juhica in lekarna zaradi svoje partnerke je to urejeno, tako da to je zelo, zelo fajn. Imam pa srečo, da sem tukaj obkrožen zelo ljubečo in izredno skupnostjo. Sodelavci, ki smo postali tudi prijatelji, so nekako moja razširjena družina tukaj v Nemčiji in so ljudje, s katerimi rastemo tudi skozi izkušnje, ki prihajajo na našo pot in nas nekako povezuje še dodatno. Vas Nemci, domačini, Bremenčani sprejemajo kot svojega in ali govorite tudi jezik, nemščino? Smo na severu, To se dostikrat potem spomne, ker so ljudje tudi malo bolj zaprti, bi rekel. In najhitreje postaneš del skupnosti, se mi zdi, kot ljudje že imajo za svojega. Od začetka pa ni čistko. Prva ovira je pa sigurno jezik, ki je tudi na nek način nek tak ključ do različnih nivojev kulture in razumevanja. Bremen je zelo zanimivo mesto, je zelo tako, hitro se odpre. So ljudje sproščeni, ker je tudi veliko internacionalnega okolja, ampak zelo, zelo cenijo, če se potrudiš in govoriš nemško, ali pa vsaj poskušaš govoriti nemško. Nemško govorim kar dobro, zaenkrat. Čeprav učenje jezika, mislim, da se to nikoli ne konča glih. V službi, kot sem pa že omenil na začetku, pa večinoma uporabljamo angleščino oziroma uporabljamo angleščino. Doma pa malo kombiniramo. Partnerka, domačinka? Domačinka, ja. To je prednost, kaj ne? Iz vidika jezika vstopa v družbo definitivno, vsekakor pa tudi se vmes med pogovorom in učenjem tudi najde kakšna napaka, kakšna simpatična napaka, ki prinese tudi vsak dan kakšen zabaven moment in razvedri pogovor. Se spomnite kakšne? Jaz zelo rad tako direktno prevajam stvari, ko ne poznam prave besede. Recimo netopir, jaz sem ga kar v nemščini kar rekel, da je to leteča miš, ampak se čist drugače reče po nemško. Kako pa je leteča miš? Fledermaus. Ampak netopir je pa Fledermaus. Je pa pogovorno oziroma slišiš se zelo isto, ampak ni. Še dan se v bistvu smejemo temu zabavnemu momentu oziroma moji simpatični napaki, recimo. Žiga Magyar, govorila sva tudi o tem, kako ste sprejeti, ampak kako pa opazujete na severu odnos do tujcev? Pa če sva konkretnejša, mogoče se bo to zdaj grdo slišalo, ampak konkretno iz nekdanje Jugoslavije. Po mojih izkušnjah
Ni to nekako to igralo nobene take negativne vloge, no. Glede na to, da je v Bremnu veliko ljudi iz različnih držav, tudi čuti se, no, na ulici, da je ta medkulturnost kot nekaj čisto povsem običajnega, ne. Jaz mislim, oziroma vsaj jaz ne čutim tako, da se pravzaprav kdorkoli ukvarja s tem, od kod prihajaš, vsaj jaz tega nisem tako doživel, sem pa belc. Če bi bil kakšne druge barve, bi verjetno mogoče, ali pa če bi bil kdo drug kot Žiga, bi verjetno to tudi drugače doživljal. Se mi pa zdi, da je tudi bolj važno, no, kaj delaš, kako delaš in predvsem, kako se vključiš v skupnost ali v družbo, ne. Kakšen je sicer vaš vsakdan v Bremnu? Vem, da imate radi tudi kakšen oddih ob reki. Kako se še sproščate? Še enkrat smo na severu, tako da je to odvisno zelo od letnega časa. Ja. Zaradi severne lege, oziroma toliko smo na severu, so poletni dnevi veliko daljši in bolj svetli. Zato jih zelo rad preživljam zunaj, ja, v naravi, ob reki, na kolesu, v parku ali pa ob kakšnem jezeru, no, tukaj okoli je tudi veliko jezer, ki so dostopni za prebivalce in v katerih se lahko tudi skopaš poleti ali pa pozimi, no, ne vem, kakor komu paše, ampak ja, se da tudi kakšen piknik lep narediti v okolici teh jezer ali pa v parku. Pozimi pa zelo z veseljem najdem mir v domačem udobju, seveda takrat, ko nisem na projektih, ne. Kako pogosto se sicer vračate v Slovenijo? Premalokrat. Poskušam se pa vrniti vsaj 2-krat na leto, no. Poleti enkrat, pa okoli božičnih in novoletnih praznikov. Ker je Slovenija še vedno moj drug dom, prav zaradi družine, no, in prijateljev, se zelo rad vračam. Ne samo zaradi njih, ampak tudi zaradi zelo lepe narave, ki se navadi zaveš, oziroma sem se jo zavedal že prej, no, ampak še bolj se jo zavedam zdaj, ko sem dalj časa v tujini, no. Gore in prelepa narava, ki jo Slovenija ima, je nekaj zelo posebnega, no. Žiga Magyar, načrti za božično-novoletne praznike? Iz Bremna v Ljubljano z avtom vmes se ustaviti na kakšnem božičnem sejmu v kakšnem prelepem mestu na poti, preživeti Božič in novo leto z družino in prijatelji in potem se počasi vrniti nazaj v začetku naslednjega leta. Žiga, hvala za vaš čas in pa kako bi se poslovila? Alles Gute, se to reče? Alles Gute, ja, lahko. Super, alles Gute.